bistvu svoj prispevek jemljem kot prispevek, ki naj izhaja iz vprašanja, ki na nek način mora opredeliti položaj javnega šolstva v razmerju do vzgoje. Zato sem dal naslov prispevka Skupne vrednote družbe in vzgoja v javni šoli. Ta sam izraz, torej skupne vrednote družbe, izhaja iz dejstva, da je vsekakor v Sloveniji javna šola zasnovana tako, da v načelu vključuje vse otroke, ne glede na razlike, in iz dejstva, da zato, ker je šola, ta tudi vzgaja, iz česar sledi, da mora znati odgovoriti na vprašanje, na katere vrednote se opira njena vzgoja. Zakaj, če malo stopimo nazaj in se vprašamo, kaj sploh je človek, zakaj sploh govorimo ali moramo govoriti o vrednotah in normah družbe? Preprosto zato, ker smo ljudje. In z vidika kulturne antropologije kot znanosti o človeku so izrazi, kot so vrednote ali pa norme družbe, različica dejstva, da je človek diskurzivno in simbolno bitje. Simbolni svet kot specifična značilnost človeške eksistence se opira na njegove specifične sposobnosti mišljenja, torej človekove specifične sposobnosti mišljenja, v povezavi z dejstvom, da otrokovo učlovečenje poteka preko učenja jezika in seveda številnih interakcij z drugimi ljudmi, ki so že bili vselej inkulturirani. Učenje človeškega jezika je neko dejanje otroka, ki ga otrok dejansko vselej opravi sam, ne da bi mu kdo pomagal, ne da bi ga kdo učil. Edino, kar potrebuje, je govoreči ljudje v interakciji z njim. In to je pravzaprav edino, za kar v vzgoji lahko rečemo, da za to ni potrebno imeti nekega načrta, ker to lahko pač otrok opravi sam. Preko teh interakcij pa si otrok seveda s prisvajanjem jezika prisvoji tudi norme in vrednote določene družbe oziroma kulture. Če še nekoliko nadaljujem v to smer, kaj lahko znanost, in to empirična, pove o človeku, kulturna antropologija si je že v prvi polovici prejšnjega stoletja postavljala vprašanje o vsebini vrednot in norm človeških družb in je morala s časoma ugotoviti, da preko empiričnega raziskovanja človeških kultur pridemo predvsem do razlik v vrednotah in normah teh različnih kultur ali lahko rečemo človeške kulture. Skupnih imenovalcev, ki bi bili značilni za vse kulture, je zelo malo. Tako so že sredi stoletja prejšnjega tedanji ugledni antropologi dokazovali, da obstajajo sicer določeni univerzalni pojavi, lahko rečemo tudi vrednote človeške družbe, ki jih najdemo v vseh človeških kulturah, to pa so denimo takšne, kot je denimo, da ne bi za vse človeške kulture veljalo, da ne dopuščajo laganja, kraje ali nasilja v svoji skupnosti. Podobno kulturno univerzalni je pojav prepovedi incesta. Vse kulture poznajo pogrebne obrede, ne vrednotijo trpljenja kot smotra samega na sebi in za nenormalne veljajo ljudje, ki so nenehno nedostopni za komunikacijo ali pa so prenehali imeti neko stopnjo nadzora nad svojim nagonskim življenjem. Tu nekje pa se ta spisek konča. In ob tem je seveda treba še dodati, da vsaka kultura na svoj specifični način opredeljuje konkretne oblike oziroma simbolne forme, v katerih se ti sicer skupni pojavi manifestirajo oziroma preko katerih se izražajo te vrednote. Kar pomeni, da preko empiričnega raziskovanja, torej stališča znanosti, ni mogoče priti do odgovora, kakšen bi bil obče človeški za vse veljavni vrednotni sistem. Seveda pa to, k temu dodajam, za vzgojo v javni šoli niti ni odločujoče. Dejstvo je namreč, da človek oziroma človeku kot družbenemu bitju v večini sodobnih družb obstoj zagotavljajo formalni okviri določene države. Vprašanje je torej, kako ta okvir
določajo države. Stališča družbe seveda je treba danes še dodati, da v sodobnih heterogenih družbah pač je preprosto dejstvo, da v njih obstajajo več različnih svetovnih nazorov, vrednotnih sistemov, religij in tudi različnih pedagoških oziroma drugih teorij. In tako neke vrednotne enotnosti na ravni sodobnih družb, strogo vzeto, ni mogoče najti, ker pač ni mogoče govoriti o enotni družbi. Vsaka družba danes je heterogena družba. Tisto, kar pa obstaja kot realna politična moč, so določena prevladujoča prepričanja, norme in vrednote. In eden takih združujočih pojmov, glede katerega mislim, da danes v sodobnem svetu obstaja kar precej visok konsens, je, da naj bi v sodobnih družbah bil eden temeljnih principov, da so demokratične in to vključuje tudi sprejemanje pluralnosti. V seveda demokratični pluralni družbi zopet enotnosti sistema vzgoje in izobraževanja ni mogoče utemeljiti zgolj na enem od vrednotnih nadzorskih ali kakšnih drugih sistemov. In vendar vsaj kar zadeva temeljne vrednote vzgoje v javni šoli, je mogoče odgovoriti na vprašanje o skupnih vrednotah. In odgovor mora biti, po mojem mnenju, ker gre za državo, povsem formalne narave. Te vrednote, torej skupne vrednote v neki državi, so tiste, ki so zapisane v temeljnih dokumentih, na katerih je ta država utemeljena. In če najprej pogledamo mednarodni prostor, so to pač Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pa denimo Konvencija o otrokovih pravicah in drugi tovrstni mednarodni dokumenti, ki so dejansko izraz že doseženega soglasja o temeljnih vrednotah, ki veljajo ne glede na to, da seveda obenem obstajajo različni politični in vrednotni sistemi. Koncept človekovih pravic in dolžnosti je torej skupna vrednotna osnova teh dokumentov in lahko se sedaj vprašamo, kaj sploh ta koncept je. Koliko minut imam še približno, kakšne 2, 3? Še 2 minuti. Aha. No, potem bom pa, ker imam 2 minutki, še 2 poanti izpostavil v zvezi s tem, kaj sploh ta koncept nalaga šolam. Predvsem je vprašanje, ali koncept človekovih pravic in dolžnosti sploh lahko je neka etika, iz katere je mogoče izhajati v vzgoji. In jaz menim, da seveda je. In sicer po eni strani zato, ker je ta koncept bil razvit v 17. in 18. stoletju, v sebe je na nek način ugradil tiste vrednote, ki so bile temeljne že kar precej časa od recimo v tej judovsko-krščanski tradiciji, lahko rečemo več kot 2000 let. In to so temeljne vrednote, nekatere sem že prej omenil, naprimer čisto v začetku, če začnemo, pravica do življenja, seveda je obrat neke dolžnosti oziroma prepovedi, ne ubijaj. In tako lahko analiziramo koncept človekovih pravic naprej in vidimo, da dejansko koncept človekovih pravic in dolžnosti vsebuje bolj ali manj vse tiste temeljne vrednote, na katerih seveda pač temelji ta tudi recimo partikularni vrednotni sistem kakšne cerkve v tej tradiciji, mislim zdaj religiozni tradiciji. Seveda pa hkrati prinaša nek obrat, ta premik v zagotavljanje pravic dejansko vzpostavi dinamiko med pravicami in dolžnostmi in vzgoja v javni šoli je vzgoja za dolžnosti. Seveda pa to pomeni dolžnost, treba je privzgojiti dolžnosti do pravic drugih, torej enakih pravic drugih. Koncept človekovih pravic in dolžnosti v bistvu ima tudi 2 osnovna pojma v sebi ugrajena v praktično vsaki svoji formulaciji, to je svoboda in enakost. In
ta enakost seveda predpostavlja enakost vseh. Zdaj, druga poanta, ki bi jo zgolj za konec želel izpostaviti, izhaja iz že doslej omenjenega, namreč v sodobni šoli se velikokrat govori, kot da izhaja zgolj iz pravic, pozablja pa na dolžnosti. To, če je tako ali pa kadarkoli bi bilo tako, to seveda ni problem vrednotne osnove, ampak je problem dojetja te vrednotne osnove. Če vzgoja v javni šoli izhaja iz pravic drugih, to pomeni, da mora dejansko privzgajati dolžnosti do pravic drugih in seveda potem mislim, da tudi tak očitek odpade. V to smer se mi zdi, da bi morala iti družba tudi v prihodnjih letih. Hvala.